ko sem odraščal, sem imel zelo čudovito otroštvo, vse je bilo čudovito. In čeprav sem mogoče bil malo sramežljiv otrok, vseeno sem imel vse, kar bi potreboval. Tudi najbolj osnovne stvari, čeprav nismo bili bogata družina, vse je bilo čudovito. Moje otroštvo se je odvijalo zelo dobro. Vendar nekaj se je zgodilo, ko sem prišel v leta, ko sem začel hoditi v šolo. Ponavadi sem bil otrok, kjer sem vedno dvigoval roko za odgovore, vedno sem bil vesel vsega, kar smo počeli v šoli, rad sem se učil. Vendar v določenem trenutku je prišlo v mojem življenju do tega, da so me drugi otroci so se začeli norčevati iz mene, da nisem tako visok. In ko se je to začelo dogajati, nekaj se je zgodilo v moji notranjosti. In kar naenkrat sem občutil na neki način stisko v svoji notranjosti, v mojem srcu. In zgodilo se je to, da sem se zaprl sam vase. In ko se je to zgodilo, moja identiteta se je enostavno popolnoma zlomila. Postal sem vse bolj sramežljiv, vse manj sem govoril, odgovarjal in šola je postala kot pravi pekel za mene. Nisem želel hoditi več v šolo in ni mi bilo zelo lahko biti v šoli. Vsako jutro, ko sem prišel v šolo, sem samo gledal na uro, ko bo vse čim prej minilo, da bom lahko ponovno šel domov in da bom lahko spet sam s sabo. In zgodilo se je to, da ko sem se zaprl sam vase, enostavno moja identiteta je bila popolnoma zlomljena, nisem vedel več, kdo sem, nisem želel več se pogovarjati z drugimi. Vedno, ko sem prišel v šolo, sem imel strah, da se bodo drugi otroci norčevali iz mene ali pa da me bo nekdo pretepel. In enostavno šola za mene ni več bila ista, kot je bila prej. Nisem razumel točno, zakaj drugi to delajo, zakaj se to dogaja meni. In ob tem sem enostavno sploh sem imel težave, da se učim. Bili so trenutki, ko sem se pretvarjal, da sem bil bolan, da mi ni bilo treba sploh iti v šolo. In ob tem v vsako novo leto se je dogajalo to, da enostavno sploh nisem več hotel biti v šoli. No, ko sem pa čez nekaj let, ko sem bil v šoli, sem začel spoznavati nove prijatelje. In ti so bili iz moje lastne vasi in oni so hodili v tam lokalno cerkev, ki smo imeli v vasi. In spoznal sem eno stvar, ki se je razlikovala od tega, kar sem doživel v šoli. Ti otroci so me obravnavali na drugačen način. Vedli so se do mene zelo drugače. In od njih nisem imel ta strah, nisem imel to težo v svojem srcu, ampak so se odprli do mene in enostavno sem videl, da jaz sam sem se začel odpirati v mojem srcu in sem začel njim zaupati, kar enostavno otrocim v šoli enostavno ni šlo. In na ta način ko sem postal njihov prijatelj, sem začel hoditi v cerkev med njihova mladinska srečanja. In čeprav sem še vedno bil sramežljiv, še vedno nisem imel tega poguma, da bi bil z njimi, sem začel slišati o nekem Jezusu. In ko sem začel poslušati o tem Jezusu, kaj je dejansko on naredil za mene, da je žrtvoval svoje življenje, da reši moje in da on ljubi mene prav takšnega, kot sem. In da mi ni sploh potrebno biti strah, ampak da je on vedno v meni, nekaj se je dogajalo v mojem srcu. Čeprav res je, da se nisem takoj odprl do vsega tega, do verovanja, enostavno hodil sem tja, ker so bili tam moji prijatelji. In obenem se je zgodilo to, da ko sem več in več poslušal o Jezusu, nekaj se je dogajalo v mojem srcu. In ko se je to dogajalo,
je Bog začel delovati v mojem srcu. Nekaj se je začelo spreminjati in ne vem točno, kdaj se je to zgodilo, ampak ob enem trenutku sem se odločil, jaz si tudi želim tega Jezusa. Jaz tudi želim njega sprejeti v moje življenje. Jaz želim, da on postane Gospod mojega življenja. In čez čas sem dejansko naredil to odločitev. Sprejel sem Jezusa in od takrat naprej se je nekaj začelo dogajati in jaz sem se začel spreminjati. Vse tiste stvari, ki so bile prej v mojem življenju, moja identiteta, ki je bila zlomljena, v Jezusu sem res prav našel mojo identiteto. Vedel sem, kdo sem, da me je on ustvaril, da mi je dal smisel, da ima načrt za moje življenje. In takrat sem se jaz začel odpirati. Začel sem postajati to, kar je on resnično želel, da postanem. In nisem bil več toliko sramežljiv, vse več in več se je to odpravljalo. Čeprav to, kar zdaj delam, včasih to enostavno ne bi bilo možno, da bi povedal svojo zgodbo pred drugimi. Ampak Jezus je resnično spremenil moje življenje. Nekaj se je zgodilo skozi to, ko sem jaz predal svoje življenje Jezusu, ko sem spoznal, da potrebujem njega in on je resnično zapolnil to praznino in to željo v mojem srcu, ki sem jo jaz sam želel zapolniti, ampak enostavno jo nisem mogel. In tako se je moje življenje popolnoma spremenilo. Jaz enostavno sploh ne čutim nobenega sramu danes več. Moja identiteta je popolnoma v njem popolna. Jaz sem točno oseba, ki on želi, da sem. In jaz vem, da v njem sem našel pravi smisel. In jaz vem, da on lahko ta smisel da tudi drugim. Tako se je moje življenje začelo spreminjati do trenutka, ko sem jaz začel tudi služiti v cerkvi. Začel sem videti, kaj on resnično lahko naredi. In od tistega trenutka dalje, ko sem tudi potoval izven Slovenije, kar se mi je zdelo skoraj nemogoče, da bi kdaj delal, mi je dal pogum, ki jaz si nikoli ne bi mislil, da bi ga lahko imel. In tako sem prišel do točke, da sem bil na Norveškem, da sem bil v Bolgariji in začel sem videti točno to, kaj je Jezus delal. Čudeže. Ljudje, ki so bili popolnoma ozdravljeni, neke stvari, ki enostavno sploh nisem vedel, da je mogoče, da so lahko resnične. Ampak videl sem, kako je Bog ozdravil ljudi, ki so imeli bolezni, za katere so jim doktorji povedali, da so neozdravljive. In tako se je moja identiteta popolnoma spremenila. Jaz sem čisto nov človek danes. In jaz vem, da Jezus je tisti, ki daje smisel, Jezus je tisti, ki lahko zapolni naše srce, on je tisti, ki lahko vzame ves sram in vse naše napake je on vzel na križ. In zato bi rad tudi tebe spodbudil, da pogledaš na Jezusa. On je tisti, ki ti lahko pomaga, on je tisti, ki ti lahko da resnično pravi smisel v življenju. In če je tvoja identiteta zlomljena, kot je moja bila včasih, ti on lahko resnično da novo identiteto. On je tisti, ki lahko zapolni tvoje srce in on je tisti, ki ti lahko da smisel. Ker Božja beseda nam pravi, Jezus je šel na križ, da je vzel vse naše napake, ves naš greh, vse tisto, kar je ločilo nas od Boga in nas je ponovno združil z Bogom in nam odprl vrata, da lahko pridemo do Boga. In spodbujam te, če resnično tudi ti potrebuješ to, lahko tudi to najdeš pri njem. Moje ime je Denis in jaz sem odrešen.